Lep dober večer, spoštovani gostje, dragi gosti. To so zdaj naši tradicionalni večeri Slovenskega filozofskega društva in današnji večer je posvečen novi knjigi profesorja Valentina Kalana, Hipokrisis, o tem bo tekla beseda, in o Aristotelu, nekaj tudi o zgodovini filozofije. Pogovor sta si zamislila takole z nekimi istočnicami, ampak predvsem čim bolj spontano, po nekem filozofskem navdihu, recimo, da bo tekal. Zdaj, verjamem, da vsi poznate profesorja Kalana, ker je praktično naš največji prevajalec Aristotelovih del, zato jaz ne bom zgubljal preveč besed pri tej uvodni predstavitvi, nekaj pa bi vseeno mogoče povedal. In sicer zraven tega, da je velik prevajalec Aristotela v slovenščino in da se tudi raziskovalno seveda ukvarja z antično filozofijo, pa tudi z sodobno hermeneutično smerjo razmisleka, je tudi zaslužen pedagog. Velik pedagog, številne generacije nas, mlajših in tudi zdaj že filozofov v srednjih letih, smo se izoblikovali ob pedagoškem delu profesorja Kalana. In recimo nek moj spomin na študijska leta so četrtki ob 8 zjutraj, ko smo imeli predavanja in vaje pri profesorju Kalanu iz antične filozofije. Ponavadi smo brali Aristotelove prevode, ki so bili v nastajanju. Mi smo brali slovenski tekst, profesor Kalan je bral, se spomnim enkrat, ne vem natančno za kateri tekst je šlo, ampak on je imel dvojezični grško-italijanski prevod. Tako da smo se res spoznali, bi rekel, za tistim pravim načinom filozofskega raziskovanja, vaje v filozofiji, kaj to pravzaprav je. Mogoče se sliši nenavadno, nekako lahko imaš vaje. Pri medicini vemo, kaj so vaje, pri kemiji vemo, imamo nek laboratorij, ampak kaj so pa filozofske vaje, mogoče tu neka zadrega, ko razmišljamo o tem, ampak ravno to so bile neke vaje iz filozofije, vse v mojem spominu so, takrat sem se res poznal z tem natančnim filozofskim delom. Profesor Kalan nam je pomagal tukaj razumevati izvorne grške pojme in to je res nekaj, kar mi je ostalo v spominu, no, zato sem jaz tudi pravzaprav zelo počaščen, da imam danes priložnost kot predsednik Slovenskega filozofskega društva se pogovarjati z profesorjem Kalanom. Lahko samo, torej, jaz bom tako rekel, meni tiste zgodne ure niso bile vedno najbolj všeč, ampak sem iz raznih razlogov bil nekako najprej skoraj nisem imel izbire, da jih prevzamem, kasneje pa je bilo težko iz prostorskih razlogov, kajti šolski sistem ima mnogo omejitev, med drugim tudi prostorske, in na filozofski je bila kriza vse skozi. Kar pa zadeva hvale na račun prevoda, bi pa kar zdaj tako rekel, da bi danes izdal, če bi še enkrat bil na tem, da lahko izdamo te knjige z manj opombami in z več čistega besedila, ker se mi zdi, da opombe preveč motijo branje. In tudi viri obstajajo mnogi za to. In sem v zadnjem času, ker sem prevajal iz grščine še Plotina, recimo, tako rekoč brez opomb prevedel, ker na se zadnje se Hegla bere brez opomb in Kanta in Aristotela tudi lahko, kar je pa kulturološkega, pa če se ve ali ne ve, za sam potek stavka ni pomembno, ker moje prevajanje preko je temeljeno na principu, če ne poznaš gramatike, ne prevajaj. Kajti, če je recimo v izvirniku perfekt, mora biti prevedeno perfektu. Potem, če je, in vedno sem prevajal tako, da sem slovensko besedo nazaj prevajal v original. Recimo, če vzamemo, če grško to on, prevedem bivajoče, če je to alethes, prevedem resnično. Če rečemo ontos on, je to bitno bivajoče, ne pa recimo resnično bivajoče, ker bi to bilo, čeprav je to identiteta. Samo zakaj identiteta? To je zgodba zase. Medtem, ko sicer opažam, da prevajalci zelo radi, tako rečemo, grejo perifrastično opisovanje, kar seveda je nekaterim všeč, drugim ne, ampak
pri Aristotelu je pa še to, da je zelo zgoščen, je pa res tudi, da so nekateri njegovi spisi, kot je poetika, morda si se to edini, ki pa je berljiv tako rekoč mimo filozofije, ker pri Aristotelu že pravzaprav izgubimo filozofijo, ampak to je druga tema. Hvala lepa za to zaenkrat. Zdaj, vi ste izdali pred kratkim knjigo Hipokrisis in že v naslovu se srečamo z eno zanimivo besedo, ki mogoče laika spominja na hipokrizijo, potem pa imava še podnaslov fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del, tukaj se pa skriva epohe. Ja. Zdaj, kot rečeno, laično to razumemo kot hipokrizija mogoče ali pa kot neko dolgo časovno obdobje, vendar pa pri vas izhajata ta dva pojma iz neke grške filozofske tradicije, hipokrisis in epohe, in mogoče za začetek bi nam lahko povedali kaj o teh dveh pojmih. Najprej glede hipokrisis, dolgo časa sem oklejal, ali naj to besedo vsem dam v naslov ali ne. Ker vendar ni tako znana, kot je mimezis ali pa hipostazis, ali kaj takega, da ne govorimo o drugih takih izrazih. Na kar sem se odločil za to iz tega razloga, da je grška retorika Aristotelova besedo hipokrisis uporablja v zvezi z govorico in pravi Aristotel v svoji teoriji jezika, vsak človeški govor je odgovor na situacijo. Hipokrines, kaj pomeni odgovarjati na situacijo, lahko pa tudi odgovarjati na vprašanje v šolskem smislu, če tudi zato se uporablja en drug grški izraz, apokrisis. Se pravi, latinsko ali francosko ali modernistično je to responsa. In zdaj, potem pa je zdaj prišlo, drugi pomen pa je bil, da je hipokrisis pomenil tudi razlago sanj v literaturi, potem pomenil je tudi razlago prerok v svetiščih in so grška velika svetišča, kot so zlasti Delfi, so imeli razlagalce hipokritaj, ki so predvsem nedoločne prerokbe navdihnjene pitije prevedli tako, da so poslušalci vedeli, pri čem so. Zraven pa se je zgodilo, o čemer govori Herodot, da so ljudje, primer je kralj Kres, ki je razumel prerokbo, da bo uničil, če bo začel vojno, veliko kraljestvo, mislil, da lahko napade sosedno državo, da jo bo uničil. Zgodilo se je pa, da je bil poražen in je lastno kraljestvo uničil. Se pravi, da je v razumevanju prerok vedno v igri človek kot subjekt. Se pravi, kako razumem napoved ali pa besedo sploh je odvisno od človeka samega. In vrh od tega ima pa beseda hipokrisis tudi pravni pomen. In sicer, če je kdo v antiki hotel reševati nek problem, recimo, da ne more dobiti nazaj posojenega denarja, kakršnakoli krivica, da se je zgodila, se je obrnil na svetovalce, da so mu svetovali, na koga naj se obrne, da bo dosegel pravico. In ta predhodna, advokatska posvetovanja so imela tudi naslov hipokrisis. Zdaj, potem je hipokrisis igralska vloga in preko tega je potem prišlo do hipokrizije. Beseda se je razvila preko francoskega posredovanja in preko prevoda Svetega pisma. Mislim, da je tam prvič v antični grščini beseda hipokrizija kot pretvarjati se, ne igrati vlogo, ampak pretvarjati se sam zase in potem licemerstvo, hipokrizija v različnih pomenih. Glede epohe je pa stvar taka, da s tem želim poudariti neko pojem, da filozofija ne obstaja kot sistem večnih resnic, ampak imamo epohe filozofije, pojem je uvedel filozofijo zgodovine oziroma zgodovino filozofije v obeh področjih Kant, v poznih spisih o napredku metafizike.
od tega so potem prevzeli tudi drugi filozofi nemške klasične filozofije, Schlegel in Hegel in tako dalje. In filozofija kot epohalna pomeni, da je filozofska resnica veljavna, kot pravi Hegel, en čas, v drugem času obstaja druga epoha in epoha pomeni okvir, v katerem se neka doba zadržuje. Eho pomeni imeti, epi pa pri. Eho pomeni imeti pri sebi, zadržati pri sebi, ali pa držati se nekih pravil. To je epoha. Recimo v dobi socializma se ekonomija pridržuje enih pravil, v dobi liberalnega kapitalizma ima druga pravila. Se pravi, to sta dve epohi, recimo, v sociološkem smislu. To bo zaenkrat. Enkrat ste si pogovarjali, da si spomnim, in takrat ste mi rekli, da je vas pravzaprav že kot študenta zanimala sodobna filozofija. Mislim, da to omenite tudi v knjigi, da je pravzaprav tisto žarišče vašega interesa bila zmerom sodobna filozofija. Zdaj, po drugi strani pa veljate za velikega prevajalca Aristotelovih del. Ne? Se pravi, Aristotel je živel pred 2300 leti. Ne? In tu je neka napetost med zgodovinskostjo, med preteklostjo in aktualnostjo. Ne? Neka napetost, ki jo mogoče današnja družba gleda z nekimi drugimi očmi. Ne? Skratka, to, kar je staro, je mogoče za pozabiti, to smo že zdavnaj presegli. Ne? Tukaj pa se vendarle odpira neka zgodovinskost filozofije ali pa filozofija zgodovinskosti. Mogoče bi o tem nam kaj povedali, sami aktualnosti zgodovine. Ja. Torej, gotovo vsak, kdo začne razmišljati o življenju, o resnici, o situaciji, v kateri živi, začenja iz sedanjosti. In interes študirajočih tedaj na filozofski je bil, recimo, kada je šlo bolj temeljna vprašanja, je bila primerjalna književnost in filozofija, sociologija takrat še ni bilo, oziroma se je šele začela pojavljati, psihologija, pa tudi psihologija, ki pa se je tudi že začela usmerjati v aplikativno vedo. In moj interes je bil deloma za književnost. Priljubljen avtor je bil Dostojevski, ki je tudi bil precej filozofski, zlasti v spisih, v knjigah, kot so ne samo Zločin in kazen, ampak tudi Mladenič, Odrastok, ki ga je Ocvirk štel za glavno delo Dostojevskega, ne Brati Karamazovi. In sem stara mislil, da bom se ukvarjal s svetovno književnostjo, tako so teda temu rekli, zdaj je to primerjalna obravnava literature, ki je najbrž metodološko boljša. Odločitev za filozofijo je seveda bila vedno za sodobno in antična filozofija je bila takrat, predstavljena bolj, kako bi rekel, bolj z vidika pregledov in tudi še bolj zaupanjem, da se da dobiti logika filozofije. In seveda današnji študij ne priznava več logike filozofije na ta način, karkoli si mislimo pod epohalno filozofijo. Tako da je vprašanje, se pravi, kaj je pa naloga filozofije, še zlasti filozofskega mišljenja. Danes je pa težava ta, da po kritiki metafizike pravzaprav je umetnost postala istega ranga osmišljanja eksistence kot teologija ali filozofija. In tu je potem vedno rekel poseg nazaj nekaj zelo arbitrarnega. Zdaj, v vaši knjigi, ko razmišljate o zgodovinskosti, omenite tudi Hegla in Heideggerjevo omenjanje Hegla v tem spisu Hegel und die Griechen, Hegel in Grki. Ne vem, če je to prevedeno slovenščino, zdaj sem... Mislim, da ni. Ja.
In Hegel, če se ne motim, pravi tam, da je pravzaprav, Heidegger tam pravi za Hegla, da je bil prvi, ki je pravzaprav na zgodovino pogledal iz filozofskega vidika, ne? Se pravi ne zgolj kot neko nizanje dogodkov v preteklosti, ampak za neko drugo idejo. Me zanima, če bi o tem mogoče lahko kaj več povedali, pa mogoče tudi to potem lahko navežemo na aktualnost same zgodovine. No, res je, kot pravite, Heidegger v tem spislu Hegla izpostavil v tem smislu, da je razlikoval dve epohi filozofije, če tudi je tu pravzaprav navezoval na Kanta, ki je zgodovino filozofije hotel vzpostaviti kot kot teorijo filozofskih principov. In sicer je Kant razlikoval samo tri dobe: dogmatizem, skepticizem in transcendentalna filozofija. In Heidegger očita Heglovemu prikazu to, da je v tezi predpostavljena razkritost biti. Medtem ko to bi bil recimo Hegelov pozitivizem, medtem ko Heidegger pravi, da v vsaki tezi, v vsaki razkritosti bivajočega je nekaj neskritega in ta dvojnost skrivanja jo razbere iz grške aletheja. Medtem ko Hegel se ni belil glave s to izvornostjo aletheje, čeprav je dialektika nekako malo namiguje na dvojnost skrivanja in razkrivanja, vendar na logičen način. In tako, recimo, kar se tiče tako da Hegel je potem še zlasti po Marxovem obratu Hegla je dobil neko novo svojo avtonomno vrednost v sodobni filozofiji, medtem ko za razumevanje epoh z vidika Heideggerove filozofije, ki to stališče Heideggerove zagovarjam, je Hegel nezadosten, ker recimo ne vidi nečesa, on sicer rekel, tako bomo rekli, Hegel ne vidi na enak način predsokratikov, ki meni, da so ohranjeni, ukinjeni pri Platonu in Aristotelu, medtem ko Aristotel in Platon dobita pri Heideggeru popolnoma drug pomen. In sicer ta, da je Platon s tem, ko je vzpostavil teorijo idej in idej kot bitno bivajočega, ontoson, ker sem že omenil vodoma kot najbolj bivajoče, je s tem odmaknil filozofijo od izvornih začetkov, kjer imamo dvojnost resnice in kjer imamo nekako drugačno razumevanje resnice. Je pa res, da je Hegel znal marsikatere modrosti iz grške filozofije potegniti, celo meni bila kot študentu najbolj všeč tista izjava iz Antigone v fenomenologiji duha, ko pravi Antigona: ker trpim, priznavam, da sem naredila napako. Pa ker trpimo, priznavamo, da smo naredili napako. Pathontes ansignoimen hemarte kotes, se pravi, imamo besedo pathos, signome, priznavanje, in hamartija, napaka. V treh besedah je Hegelova interpretacija Antigone, kajti Antigona ni bila, tako rečemo, Hegelov ideal. In tudi mislim, da je Antigona bolj ideal za razcep, kot pa za spravo, kar se tega tiče. Hvala lepa. Še bi malo ostal pri zgodovini filozofije. In sicer bi mogoče skušal to najino debato navezati na tematiko same pedagogike, poučevanja, tudi didaktike filozofije.
Namreč, kadar poučujemo filozofijo, v zadnjem času, če dalje bolj izostavljamo neko zgodovinskost filozofije, poučevanje zgodovine filozofije in se osredotočamo na problematičen pristop, če lahko tako rečemo. Ne? Ampak s tem to gre nekako proti klasični tradiciji poučevanja filozofije in tudi sicer se verjetno s tem izpuščanjem dela neka škoda filozofiji. Ne? Pa me zanima, kakšno je vaše gledanje recimo na današnji pristop k poučevanju filozofije z tega vidika. Jaz sem še vedno zagovornik pouka filozofije skozi zgodovino filozofije in z enega razloga, da pri tem pouku lahko izpostavite neke primere filozofskih stavkov, recimo filozofskih nazorov, izrekov, ki spodbujajo k meditaciji. Se pravi, to je kot neka zakladnica izrekov in v tem pogledu se mi zdi, da je za pouk filozofije zelo koristna knjiga Diogena Laertskega Življenje in nazori znamenitih filozofov, ker recimo Prešeren in Puškin in mnogi drugi so se naučili grške filozofije iz teh knjig. Tam je dosti o Platonu, dosti o Aristotelu, o predsokratikih pa skoraj druge prave knjige ni. In to je ena stvar. Se pravi, recimo, če Aristotel reče v Nikomahovi etiki, delati pravico, ali pa delo politike je težko, ker mora politika skrbeti ne za lastno dobro osebe, ki je v funkciji politični, ampak je politika skrb za dobro drugega. Alotrion agathon. Se mi zdi, da je to stavek, ki ob tem lahko razmišljamo celo uro. In na ta način, je filozofija nekaj, kar se, proučuje vedno. Drug primer bi bil recimo Tukidid. Sam sem delal disertacijo iz Tukidida, ker je Tukidid, kot so rekli, pisal Peloponiško vojno, ker je bila v bistvu državljanska vojna med Grki. Pravi Tukidid, to delo naj bo take situacije, tako ocenjuje Tukidid, se bodo še ponavljali, dokler bo človeška narava ista, se pravi, da bo hotela vladati. In pravi, zato mislim, upam, da bo to moje delo pridobitev zavedno, k tema pridobitev ASA. En od interpretov grške literature je rekel, Tukididova zgodovina bo predmet za trajen študij, za večen študij. Vsaka šola rabi branje Tukidida. In Tukidid, recimo, ker opisuje vojno, mi je dal misliti, a je tisti Heraklitov izrek bojo vsemu moče, vsemu kralj. Tukidid pa pravi, polemos, vojna, največja katastrofa grškega človeštva, se pravi, ali je Heraklitova filozofija zadosti. Imamo Tukididovo zgodovino, obsodba vojne in Heraklit bojo vse moče, vsemu kralj, ene napravi za bogove, druge za ljudi, ene za vladarje, druge za sužne in tako. To bi bilo. Zdaj v vaši knjigi je poglavje, ki nosi zanimiv naslov Vidi duše. In tam govorite o spisu Peripsihes, o duši Aristotelovem. In neka zanimiva stvar tukaj mogoče je zopet ta, da danes pojmovanje duše, zaznamovano tudi z psihologijo in z novoveško filozofijo, je predvsem smisel subjekta, duša kot mogoče subjekt ali pa kot zavest. Medtem ko je za Grke, če se ne motim, duša pravzaprav nekaj, kar je v razmerju do resnice. Pa bi mogoče to zdaj lahko tematizirala to razliko v pojmovanju, pa tudi mogoče še navezala pozneje na pravzaprav resnico in mogoče Heideggerovo Tubit, če je tukaj kakšna povezava. To vprašanje ima precej vidikov, ampak najprej, zakaj sem se odločil za tak nekoliko izumetničen naslov Vidi duše.
To bi rad zbudil asociacijo na slovnični pojem glagolskega vida. Se pravi, glagol je dovršni, nedovršni, se pravi, neko dejanje ima določeno kvaliteto in to kvaliteto izraža oblika, gramatikalna oblika, ki jo tista glagolska beseda v nekem stavku zavzema. In zdaj, grška duša je, da tako rečemo, od vegetativne, a ne preko čutne do umske, zelo širok pojem, vrhu tega pa je ta delitev duše že platonistična aristotelska. Aristotel je tu zelo odvisen od Platona, medtem ko psihe pri Heraklitu ima nekoliko drugačen pomen in pomeni preprosto življenjski ritem, tako kot v vsakdanjem življenju tudi rečemo za dušo, ali pa tudi v literaturi se tako beseda rabi, v poeziji tako. In zdaj, Aristotel je tu, ko govori, da je duša v odnosu do resnice, že napravil premik od predsokratskega pojma resnice, kjer je resnica sama narava kot vznik, odkudar stvari izhajajo. In prvi filozofski princip v grški filozofiji, ki je bil izrečen, je bil anaximandrov, apeiron, se pravi brezmejno vesolje, iz katerega se je postopno organizirala zemlja in potem otot življenje in tudi človek. V predsokratski filozofiji je potem, zlasti pri Parmenidu že, prišlo do tesne povezave biti in resnice in s tem, da se resnica določi kot bit bivajočega, kot tisto, kar večno je, ampak poleg tega je tudi svet pojavov in tako. S Platonom in Aristotelom pa resnica postaje stvar človekovega govora in odnos duše do resnice pri Platonu in Aristotelu postane to, kaj mi zaznavamo in mislimo. Ko se pa potem preko Descarta to dojemanje človeka, da je človek bitje, ki ima logos, se pravi, ne samo zaznavo, tudi razum, ko se to bitje razume kot razumna žival, res najprej animal racionale, potem pa pri Descartu mislečo bitje, res cogitans, se dejansko prenese resnica v In kaj pa je zdaj kriterij resnice? Ne več stvar sama, ampak kako določi resnico. To je začetek velike subjektivizacije resnice in Heidegger zato šteje Platona in Aristotela za začetek nekega procesa, ki vodi do racionalizma in do pozabe temeljnih vprašanj filozofije, ki so ostala, on tako misli, nerešena tudi pri grški filozofiji, kajti Grki so se zadovoljili s tem, da so rekli, da ideja zagotavlja večnost biti in pri Aristotelu je to bistvo ravno tako določeno, medtem ko trenutna realnost pa je, kakršna je, kajti vedno nekoliko odstopa od prave realnosti, medtem ko moderna doba, ko postane subjekt res cogitans, ali pa jaz kasneje, ali pa potem človek volje pri Nietzscheju, ko ta postane merilo resnice, pridemo do tega tako imenega moderne metafizike, ki jo je filozofija že od Fichteja naprej označevala za nihilistično, da je pozabila na bit kot tako, ker je postavila za normo samo koliko z vidika te perspektive je recimo politika, ki bi temeljila samo na obligacijah, bi bila politika, rekel, odtujenosti politike, ker politika mora skrbiti za eksistenco. Obligacije so samo rekel instrumentariji.
sem pa že predalec. Podobno pravzaprav kot ta sprememba, ne, v pojmovanju duše se zgodi za naravo, tudi pojmovanje narave. Ne. Vi v knjigi navajate Heisenberga, ki pravi, da antičnega, če lahko tako rečemo, naravoslovja, fizike, ne smemo meriti za današnjimi vatli. Skratka, nekako kritika tega kumulativnega pogleda na znanost, ne, da danes vemo vse in še več, kot to, kar so vedeli ljudje včasih. Ne. Skratka, moramo razviti nek zgodovinski odnos tudi do naravoslovja. In zdaj tukaj je mogoče zanimivo tematizirati tudi to grško besedo za naravo, physis, ne? In konec koncev tudi mogoče njeno razmerje dobiti, ker če se ne motim, tako kot sva se prej pogovarjala, ne, je v tej besedi physis skrit ta indoevropski koren phu, ki je povezan z našo besedo bit. Ne? Skratka, narava je pravzaprav povezana z bitjo pri Grkih, medtem ko danes, mogoče v čas, kaj pa vem, postavlja po Heideggerovo, ne, je narava pravzaprav samo nekaj, kar je postavljeno v znanosti kot nekaj, kar je treba eksperimentirati, izzivati. Ne? In mogoče bi lahko tematizirala še to razliko med fizis na eni strani, danes narava. Ne? No, prav ste upozorili, da je fizis sorodna beseda, slovensko besedo bit in tudi pomeni pa fizis v grščini tudi rast in tudi en fenomenov narave je rast, naraščanje pa pojemanje. Zdaj, grška filozofija je bila zelo osredotočena na ta vidik narave, kakor se pojavlja, in Platon in Aristotel sta ta pojavni vidik skušala prevesti v znanost fizike. Platon v Timaju, ki je za mnoge še danes to zgled neke sinteze matematike in psihologije in teologije, recimo, pa še fiziologije na koncu. In pri Aristotelu pa pride do kategorij gibanja, kar je nekaj drugega kot fizis. Se pravi, kaj se je zdaj zgodilo? Z Aristotelom imamo, kot je rekla stara interpretacija, poznanstvenitev sveta, teologija postane krščanska in ki tudi prevzame nekaj aristotelskega pogleda ali tudi Platonovega. Ta nov pristop pa seveda dobi za Heideggera in kot ste menili Heisenberga nek usodno potezo tedaj, ko se nasledi Bacona, naravoslovje odloči, da bo naravo prisilil odgovarjati. In temu se včasih reče izzivanje narave, kar se začne dogajati zlasti šele z odkritjem ne elektrike, ampak jedrske cepitve jedra, se pravi s fisijo in potem naprej s fuzijo. Medtem ko v nadaljnjem pa pride seveda do novih odkritij še na področju DNK, kar omogoča nesluten razvoj na področju biomedicine. Skratka, in to smo zdaj že vsi preko zelo na prstih, kaj se dogaja v znanosti, v medicini in tako dalje, in tudi z okoljem. In Heidegger je tu napravi en ostro proti aristotelsko gesto, da poezis, ustvarjalnost šteje za aristotelsko poezis za izvor nihilizma. Se pravi, svet dela in svet tehnike vodi do izgube kriterijev v oceni narave in tudi vseh okoliščin, v katerih človek je.
Samo zamislite, kakšna sprememba se dogaja na področju vojaške tehnologije, če je še Hegel rekel, z odkritjem puške ni več junaka, a ne, ker krogla ubije vsakega junaka. Zdaj pa sploh ne vemo več, kdo bo začel vojno, ko bodo letala brez ljudi, troti, ne vem, zakaj rabijo angleško besedo troni, to so troti, se pravi brezpolna bitja, oziroma transpolnosti, samo zadaj so neki kompetentni generali, ki bi na račun drugih povzročali trpljenje. To je, mislim, hujša nevarnost, pa torej neposredno huda nevarnost moderne tehnologije. V katero smo zapleteni tudi mi kot seveda članica NATO, če mi je dovoljno to reči, kjer nimamo več suverenosti na obrambnem področju, to je tema sicer za diskusijo, kako smo izgubili suverenost, ko smo izgnali JLA iz Slovenije. Mogoče to zdaj ni toliko vprašanje, kar bom povedal, ampak en preblisk. Če se ne motim, je Aristotelova fizika fizike akroasis, se pravi prisluškovanje, poslušanje o naravi. Rekli pa ste, da je pri Baconu pa postane pravzaprav izzivanje narave, da bi dobil odgovor od nje. Se pravi, na nek način fenomenološko gledano dve radikalno različna intencionalna stanja, kako si naperjen do narave. No, tu ste celo omenili besedo, ki je meni pri Aristotelu med redkimi bila všeč, to je poslušanje narave, in kot ste imamo najrajši novinarjev vremenoslovce, ker oni ne morajo lagati. Oni se lahko pečemu zmotijo, ker se trudijo čim bolj zadeti in včasih res neverjetno zadenejo vreme, ker nimajo, ne morajo biti interesa drugega. In mislim, da tudi za ekologijo je Aristotelova ta ideja še vedno tudi veliko pomembna, ker meni je med grškimi izreki zelo všeč tistih Heraklitov, tudi če spimo, pomagamo pri dogajanju v kozmosu, kjer je on tako pravi. Se pravi, tudi spanje je del narave in naj ne bo moteno, če pomagamo naravi s tem, da spimo. V svoji naravi tudi, mimo glede. Vi ste imeli drugo poanto, se mi zdi. Sem to, kakšna je razlika. Oboje je pravzaprav poslušanje, s tem, da pri Aristotelu dobimo neko spontano idejo, da smo pravzaprav mi tisti, ki poslušamo naravo, tako kot mogoče potem pri Heideggeru, odgovarjanje biti, medtem ko pri Baconu je pa drezanje. Ampak eno stvar se mi zdelo, da ne bi Aristotel postal preveč, da se ne bi preveč identificira z njim. Ena stvar manjka pri Aristotelu, in se pojem niča ne biti. Pri njem je recimo ena filozofinja, ki je napisala knjigo Esej o smrti in pravi, metafizika nima pravega odnosa do ne biti do smrti. Tako da bi glede tega rekel, da samo poslušanje narave je ključno, to da za filozofijo je pomembno tudi naše življenje, kako živimo, kdaj se čutimo ogrožene in tako dalje. Zato sem vključil v knjigo tudi eno pesem Puškina, morda bi celo 2-3 verze prebral, ampak bomo bolj enostavno, če rečemo preprosto s Prešernom, kar je beži ali bekni Bog, ki bodi venomeru ne bo, kar je bilo, kar je in kar bo. Se pravi, pesniki prevedo, začutijo ničnost bivanja. Medtem ko Aristotel pravi, Heidegger nekaj, vse je polno smisla, polno telasa, nič ne gre narobe, razen ne vem, katere stvari. To je problem. To je tudi en pasus v knjigi, ki sem si ga dobro zapomnil. Polnost smotra, nenehno pri Aristotelu. Aristotel ne bi imel mogoče teh težav, kot jih imamo kasneje, z smislom, ker pri njemu je vse nek smoter. Je pa zanimivo tudi to v knjigi, ko govorite o Aristotelovem pogledu
na pravzaprav že zgodovino filozofije do njega, ne, kako razvrsti filozofe glede na to, kako so se ukvarjali z naravo in potem tam pokomentirate, ne, to znano Nietzschejevo idejo, da je pravzaprav se dekadenca začne v filozofiji z Sokratom, ki odpade od te naravoslovne filozofije, od ukvarjanja s fizis in se ukvarja z človekom, ne? In potem rečete, da je to pravzaprav že pri Aristotelu možno zaslutiti to isto idejo, to, če lahko rečeva, kritiko, mogoče Platona in Sokrata. No, to ste dobro opozorili na ta mesta iz Aristotelove, rekel, fizike in bioloških spisov, deloma tudi prve knjige metafizike. Moram reči tudi to, da je z vidika teh velikih potez, teh osnovnih potez, najbolj opaznega gabarita grške filozofije, filozofija od Platona do Aristotela, od Anaximandra, se pravičujem, od Anaximandra do Aristotela je blok. Se pravi, pri Aristotelu dobimo neko ohranitev vseh filozofov od Anaximandra do Heraklita Nomen, ampak in kar je potem je obnova šol, platonizma, aristotelizma, epikurejci stojki delajo svoje, in obnova tudi nov platonizma. In nov platonizem, kakorkoli ga hvalimo, je pravzaprav interpretacija Platona in Aristotela z vidika religioznih nazorov pozne antike, čeprav nekateri domnevajo, da je možno, da je poznal tudi nekaj kristijanov, ker je bil iz Egipta. Ampak to ni več izvorna filozofija in je potem šele Descartes veliko spet nov začetek. Tako da je to zelo pomembno in vračanje rekel da tako rečemo na Pitagorejce ali pa novoplatonike proti Aristotelu je sicer lahko privlačno, ker govori o duši pa preseljevanju duš, pa tudi vegetarijanski predpisi so, če kdo se hoče izobraziti v dieti, ampak filozofsko je to sicer zanimivo. To so na vse zadnje tudi Aristotel bil iz zdravniške družine in je tudi kaj vedel o dieti, pa o Hipokratu tudi kaj. Ampak to ni tisto, kar bi jaz od zgodovine filozofije pričakoval. Jaz imam rajši Diogena Laertskega kot Plotina. Čeprav je Plotin sem pa je meditativen mistec in sicer za mene na točki Plotin, da eno postavlja nad bit. Eno je vse in kaj pa je to eno, kar si kdo misli. Zato je Plotin lahko bil zgled za arabske filozofe, judovske, krščanske, za mistike, za nemistike in tako dalje. Zdaj, če se že pogovarjam z vami, se ne morem izogniti kakšnemu vprašanju v zvezi z metafiziko, ker ste vi seveda prevajalec metafizike, ne, Aristotelove v slovenščino, ampak ne bom odpiral nekega širokega področja, eno zelo specifično, ki je mene osebno mučilo, begalo. To je to vprašanje, ne? Eden od vidikov bivajočega po Aristotelu je razlikovanje bivajoče glede na možnost in dejanskost. To, kar je v latinščini potencija in aktualitas, kar je pa prevod za grška pojma dynamis in energija, pa tudi entelehija. Tu zgleda, da tukaj zopet pride do nekega predrugačenja pomena, ko pride do prevoda teh grških pojmov v latinščino. Primer, energija ima v sebi ergon, to je ergon, delo, medtem ko aktualitas nam pa že zveni dosti bolj domače, pa povezano z aktus, z dejem, z delovanjem mogoče. Ne? Tako da bi vas prosil, če lahko tukaj mogoče malo še tole tematizirate, mi malo pojasnite pravzaprav, zakaj gre pri tej dynamis in energija pri Aristotelu. Gotovo je, tule smo spet pri eni ključnih filozofskih besed, da tako rečemo,
To niso pojmi, to so besede, ki imajo ogromno pomensko polje. In v grški filozofiji pri Aristotelu je energija, ima primat, se pravi, bistvo biti je energija, ki je večna prisotnost. In je v tem smislu Bog je prva energija in njegova bitje večno življenje. S temi stavki je tudi Hegel zaključil svojo metafiziko, če tudi z malo ironije, mislim z malo zavesti o tem, da to ni čisto isto kot to, kar on trdi. Toda energija pri Aristotelu vedno pomeni obstoj kakršnekoli stvari, kajti vse stvari so vedno sestav materije in forme, se pravi možnosti in dejanskosti. Se pravi, tudi tehnični predmet je lahko energija, kadar je realiziran, ker je to ergon. Gre za svet dela, vse narava deluje in tehnika deluje. In to je energija. Toda po bistvu, zdaj pa grška filozofija vprašuje po bistvu bistva. In bistvo bistva je ideja, kar je tisto, kar je trajno v stvari. Se pravi, pojem ideja sam je od Platona nekaj, kar je bolj bivajoče, kot so posamezne stvari, ker preprosto ideja lahko biva tudi v možnosti, recimo imamo idejo mize, pa idejo hiše, in ki lahko obstaja ne glede na dejansko, recimo dejanski predmet, dejanski izdelek. Recimo lahko mizo zamenjamo z drugo, ampak ideja ostane. To se pravi zdaj, da je dejansko skole enostavne stvari nima stalnosti. Zaradi kolikor je dejanskost tisto, kar je stalno, potem za konkretni svet ne moremo reči, da je stalen. Tako kot rečemo klasični predmeti v tehniki, ne? Avtomobilska klasika, tisti, ki niso več v rabi ali kaj takega. Medtem ko pa v moderni dobi pridemo do novega pojma substance, se pravi, ko je konec tradicionalnega pojma substance s kritiko Locka, Humea in Leibnica in tako dalje, tedaj postane dejanskost to, kar je predmet zavesti. Se pravi, predmetnost je tisto, kar ne ima karakter dejanskosti. Če nekaj ni popredmeteno, upredmeteno, kot da ni. Samo to upredmetovanje ali popredmetenje nima konca. In zdaj je to dejanskost. In sama misel za misel je nekaj, kar je pomanjkljivo. Je samo misel, je samo ideja. Tako da zdaj naenkrat energija izgubi svojo veliko digniteto, ker večnost v starem smislu ni več priznana, pač pa hočemo zdaj stvari zagotavljati. In Leibniz je bil med nemškimi filozofi tisti, ki je hkrati s teorijo znanosti odkril tudi sistem zavarovalništva. Se pravi, nekaj zavarovati. In tudi resnica postane gotovost. Se pravi, ni več resnica neskritost, ampak gotovost, Gewissheit, certitudo. Certitudo pa je to, kar je razložno spoznano. In tu smo zdaj znanost pa vedno nove evidence postavlja, to pa fenomenologija je tudi vsa polna evidenc in je seveda z vidika Heideggera kar nihilizem, tako bomo rekli, brez zamere. Zdaj stva pokrila že o nekaj različnih področji vednosti, s katerimi se je ukvarjal Aristotel, etike še pa se mogoče niso dotaknila. Tudi pravzaprav nisem pripravil tega vprašanja, si vnaprej ga konceptualiziral, ampak vendarle, recimo ena stvar, ki se mi zdi zanimiva, je to vprašanje koristi uspešnosti, ki je danes mogoče neko vodilo, ne, kakšen ne bo človek. Recimo spomnim se, da pri Locku, ko se sam ukvarjam, tudi predavam filozofijo vzgoje, vem, da tam postane prav vzgojni smoter koristen človek. Ne? Če pa ni človek koristen, potem pa res ni dobro vzgojen. Ne?
Če pa pomislim na Aristotela, pa se spomnim enega odlomka, mislim, da je to v Politiki na koncu 11. knjiga ali nekaj takega, kjer Aristotel, ne vem, kje natančno je to, ampak Aristotel pa reče, da če pa nekdo gleda res vse samo skozi korist, to se pa res ne spodobi za izobraženega, za svobodnega človeka pravzaprav. Ne? In se mi zdi, da je tu mogoče spet neka zanimiva napetost med današnjimi vzgojnimi smotri, tudi konec koncev gospodarskimi smotri in tem Aristotelovim, recimo, idealom izobraženega človeka. Tako da bi mogoče, če imate o tem še kakšno misel. Ja, tole vprašanje se mi zdi zelo ključno, kajti aristotelska etika ima en vidik, ki je vodil pri popularizaciji Aristotelove etike v utilitarizem. Se pravi, za Aristotela je vsako dejanje zasnovano z vidika cilja, ta cilj je pa neko dobro. To dobrine se glede na situacije so različne. Za bolnega je prva dobrina zdravilo, da ga dobi. Za ljudi, ki želijo živeti, rekel, življenje, normalno življenje je osnovna dobrina to, da niso sužni, da so svobodni državljani in potem skrbijo za sebe. Je pa Aristotel bil na tem, da je sama delovna produkcija nekako ni cilj sami sebi in je postavil ideal svobodnega človeka brez nuje ekonomske dejavnosti. In zdaj, to temo, se pravi, ekonomija kot področje podrejenosti, služenja in svobodnega življenja, Aristotel je to antinomijo vsekakor izpostavil. In jo je tudi potem moderna politična filozofija zaobsegla. Vsekakor je Aristotel v določitvi eudaimonije sreče bil deležen interpretacije, ki je utilitaristična, se pravi, srečno življenje je uspešno življenje. Ker seveda ni isto kot korist, ampak se lahko zelo približuje. Poleg tega je pa še vprašanje tudi svobode, ampak pri Aristotelu je to zelo pomembno, da je vezal, rekel, teoretsko dejavnost s pojmom svobode. Se pravi, filozofija je edina svobodna znanost, vse druge so v funkciji. Strategija v funkciji politike, recimo gradbeništvo v funkciji gradnje, in umetnost in filozofija sta tista, ki daje ta čas, da se človek sploh poglobi v življenje in da na vse zadnje živi življenje. Tako da to je tema, ki ni zajeta in bi bilo treba najbrž marsikaj še reči k temu, ker sem bil bolj rekel, sem pri Aristotelu, ker sem obravnaval etično vprašanje, bil pozoren na to, da je Aristotel govoril o tem, da je v etiki nemogoče doseči enako neke stroge, ni mogoče priti do strogih maksim, ker je človek po naravi, ker v situacijah, ki so premalo določene, da bi mogel zagotoviti uspešno delovanje. Se pravi, tiste hamartija, napaka je nekaj, kar spremlja človekovo tudi moralno delovanje lahko. Je to tudi potem ta razlika med teoretično vednostjo pa med phronezis pri Aristotelom se verjetno veže ravno na to, ker če se prav spomnim, pravi Aristotel, na področju človekovega delovanja imamo že po definiciji opravka z minljivim in glede tega spremenljivim in glede tega ne moramo imeti potem teoretične vednosti. Ali je to v navezavi na to, kar smo rekli? Jaz bi tako rekel, da phronesis se skuša Aristotelovo etiko in politiko nekako aktualizirati, ampak phronesis predpostavlja možnosti posameznika, da deluje
političnih struktur, se pravi predvsem političnih strank in političnih institucij, kakor so vzpostavljene od moderne demokratične države. Tako da je tu vprašanje, ali je možno ohraniti kritiko presodnosti, kako je o tem kasneje Kant govoril, in bi kritika presodnosti pri Kantu ustrezala Phronesis, ali je mogoče na sedanje politične situacije s Phronesis odgovoriti. Jaz sam kot študent sem študiral v Beogradu takrat na magistrski stopni politično filozofijo in Ljubomir Tadić in drugi so zelo zagovarjali to idejo praktičnega uma in potem po stopinjah Hannah Arendt, Ernst Pollrad, jaz sem se pred časom nekoliko navduševal, pa žal sem moral pustiti to zamisel. Mislim, da ne more več delovati, na žalost. Poglejte, danes je na študiju situacija takšna, da če študenti nimajo vsej 5 enot obveznega gradiva, ki je predpisano kot obvezno na učnem načrtu v knjižnici, že lahko sledi za nosilca predmeta kakšna sankcija strani NAKVIS-a. V času mojega študija je bila dostopnost literature že kar lepa, smo imeli nekaj knjig v tujih jezikih, recimo, in smo to sprejemali. Včasih smo se morali prav boriti, se spomnim, sploh še na začetku, 1., 2. letnik za različne izvode v knjižnicah. Takrat je bila koš še tam zraven rektorata. No, ko ste vi študirali, je bila pa seveda dostopnost teh različnih prevodov verjetno še precej manjša. In nekaj malega v enem avtobiografskem pasusu omenjate to situacijo prevajanja tudi v knjigi v predgovoru. In ta se mi zdi posebej zanimiva in bi vas prosil, da še o tem kaj poveste. Se pravi, o zgodovini recimo prevajanja Aristotela v slovenščino, o dostopnosti prevodov. Tako bi rekel, prevajanje je za filozofijo skoraj branje prevodov je v filozofiji, mislim, skoraj enakovredno branju originala, oziroma eden od pogojev, da če tudi bi bil prevod lahko nekako pomanjkljiv, je tudi tak prevod v pomoč. Čeprav bi rekel, ne bi se hvalil s tem pridobljeno s prevodom, jaz bi rekel tudi s prevodom, da je tudi marsikaj izgubljeno, to da z vidika epohalne, da tako rečemo, interpretacije, slovensko bi rekel, zadržane interpretacije, epeho pomeni zadržati, bi rekel, da je predvsem pomembno to, da se bere in da je čas za branje. Zdaj pa mislim pa, da je v filozofiji, da tako rečemo, neka kreacija potrebna. Se pravi, ni treba ravno, da smo zato vsi pisatelji uspešni, ampak filozofska spoznanja so tako kot vsaka življenjska spoznanja, rabijo svoj čas, svoj ambient in mislim, da je ta predpis NAKVIS-a, če se nam ga obrnem, v tisti točki, bi rekel, nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi, da znanstveno delo šteje kot neko obrt, kjer imamo parametre, a tako znanstveno delo pravzaprav ni, da tako rečemo, meditativno delo. Bili so filozofi, ki so rekli, da so raziskovalci, da so to delavci, da to ni tako rečemo, mezni delavci, bi rekli socialistično, ampak preprosto blago na trgu. In mislim, da ima slovenska politika izobraževalna eno skušnjavo, da pravi, Slovenija je majhna, moramo biti boljši na področju znanja, napaka, zmota.
Noben narod ne more biti boljši na področju znanja, še zlasti, če pogojev ni. Druga stvar pa je, da pravijo beg možganov. Če nekdo ne misli, da je dolžen za koliko je to, 12 let študija nekaj svoji lastni državi, ampak če mu ponudijo v tujini 3-krat večjo plačo, da samo kritizira državo, ki mu ne omogoča, da svoj talent razvije, da je to drugo zavajanje. Kaj ti? Znanstveno delo je v bistvu enostavno. Kot je matematika enostavna, samo dolgi postopki so. To je algoritem. Če ne znate matematike prve stopnje, morate delati druge in če te ne tretje. In ni tam nobene mistike. To vedo profesori matematike, da je najlažje učiti na srednjih šolah matematiko. Naloge predpisane, rešite znane, vi samo kontrolirate. Znanja so temska, postopna in tako dalje. To mislim, da marsikaj čaka Slovence in moram reči tudi to, da italijansko šolstvo v matematiki je dosti bolj sproščeno kot naše, pa manj tekmovalno. Tekmovanje je iz jezuitskih šol, ne judovskih, se pravi čujem, iz jezuitskih šol. Tam so gledali drug na drugega in se to prenese naprej in to ni v redu. Jaz mislim, da med dobrimi in slabimi dijaki na šoli je med 2 in 5 je razlika med 100% pa 80% predvidenega znanja. To, če bi tako malo iz stare perspektive govoril. Hvala lepa. Jaz vas ne bi samo ljubosumno zasečul, da vas jaz sprašujem, ampak bi v tem trenutku odprl debato in seveda ponudil možnost vprašanja naši cenjeni publiki. Je pa tako, da imam pred sabo tale diktafon, snemam pogovor, tako da če zastavite vprašanje, bi ga jaz potem mogoče še na kratko povzel za naš magnetofonski trak in potem bo pa upam, da tudi se razvila še kakšna debata. Zdaj pa, ne vem pa, če imamo mogoče mikrofon, da bi dal... Imamo mikrofon. Se pravi, tega lahko obdržim. Mislim, da je tukaj gospodino vprašanje. Ja. Gospoda Karana vprašal, kako ocenjuje to, kar je v bistvu v praksi potem ta Aristotelova filozofija se izkazala v primeru, on je glavni bi rekel, učitelj Aleksandra Makedonskega. In kako je pol iz te strani nek svetovni vojskovodja, bi rekel, nastal preko filozofije, ki je pol ponesel po Grčiji, Perziji do Indije in Egipta in to mu je uspel, njemu je uspel. Mislim, da v filozofiji ni bil razbojen, ker so zdaj filozofi. Po tem nemškem filozofu Hegelu je vse razbojen. Samo razbijanje v fiziki, od delcev materije do možganov človeških. Tako da, recimo, kako je zdaj po tej plati rezultat v življenju so ustvaril preko Aleksandra Makedonskega po tej filozofiji Aristotela. Ja, se pravi, če nakratko povzamem za morebitne bodoče poslušalce, se pravi povezava med Aristotelom in njegovim učencem Aleksandrom Velikim, kako je bilo pravzaprav možno, da je največjih filozofov izobrazil enega največjih vojskovodij. Hvala za vprašanje. Zelo pomembno vprašanje iz antične filozofije in njenega vpliva.
Zdaj, najprej moram en korak nazaj seči. Aristotel je postal vzgojitelj Aleksandra Velikega, zato ker v Atenah ni imel državljanske pravice, je bil metek, ker antične države so imele omejeno področje kompetence in on ni imel pravice, za razliko od Platona, se udeleževati političnega življenja in je tudi moral bežati iz Aten, ker je bil obsojen zaradi brezboštva. In kot tudi veste, samo da spomnim, on je bil iz družine, njegov oče je bil dvorni zdravnik Filipa Makedonskega in ko se je sin Aleksandr bližal letom adolescence, ga je Filip poklical, ker je bil Aristotel že znan, za vzgojitelja Aleksandra Makedonskega. Kajti Aristotel je tudi nekoliko pričakoval, da bo deloval v akademiji, vendar je akademijo prevzel Platonov nečak, on pa ni bil niti atenski državljan. Aristotel je učil Makedonce grške kulture in Makedonci pa so sami hoteli postati Grki. In tudi, recimo, njegova mati je imela ime Olimpija, še zdaj je mesto Olimpijada tam na obali Halkidike. In on sam je dajal na svete v smislu tem, da je treba vladati človeško, to je osnovni vidik, medtem ko za sam pohod pa nisem prepričan, da je on ta pohod nasvetoval, kajti je bilo pa res to, da so napetosti med Perzijo in Grčijo vse skozi trajale, zlasti v Mali Aziji. Je pa mnogi, da tako rečemo, štejejo Aleksandrovo pohode za morda preostre, se pravi preveč napadalne, ampak o tem jaz drugače ne bi mogel posebej soditi. So bili pa določeni učinki, kot je širjenje grške kulture, nedvomni in je rekel ta grški svet kasneje postal vzhodni del rimskega imperija in s tem se je antika zaključila. Tako da je to neko dejanje, ki pomeni novo obdobo, tudi v politiki, ki je z aristotelskega vidika, njegove filozofije, izven dosega. Aristotelova politična filozofija sega samo od tega, da je filozof lahko svetovalec kralja. Kajti držav ni več, ki bile avtonomne, to je edino, kar jim preostane. To bi bilo na kratko. Mislim, da je profesor Štrajn, če se ne motim. Ja, potem pa profesor Juhan, če prav vidim. Hvala lepa. Moje vprašanje gre, če sem prav razumel, si mislil, da je nekako, čeprav bom uspel povedati, grška filozofija v svojih bistvih postavlja nekako temelje filozofskih premislekov, potem pa spet novejška filozofija z Descartom. Nekako tu se mi postavlja pomislek, kako pa je srednjeveško filozofijo in seveda ta premislek ne zadeva samo vlogo srednjeveške filozofije, za katero vsaj sam menim, da je vendarle imela tudi neko epohalno vlogo, predvsem tudi, da so bili kristjani tisti, ki so filozofijo posredovali arabcem in potem seveda preko arabcev in tudi stika kristjanov, arabcev oziroma muslimanov nadaljevali filozofsko delo v srednjem veku in nekako tudi novi vek je pravzaprav gradil na teh temeljih. To se pravi ne direktno Aristotel novi vek, ampak Aristotel preko srednjega veka, v tem primeru seveda posebej Tomaž Akvinski, pa tudi drugi. In glavno vprašanje, ki se mi postavlja, kako vidiš recimo vlogo
srednjeveške filozofije v interpretaciji Aristotela, pa seveda tudi vseh ostalih, ker zadeva je sila zapletena, kompleksna, ampak predvsem v tem smislu, kakšno vlogo daješ tej filozofiji pri posredovanju Aristotela sodobnem svetu. Vemo, da je to vprašanje tudi v sodobni filozofiji danes mogoče bolj, kakor pred stoletji, ko se je nekako tudi novoveška filozofija, posebej z renesanso in humanizmom, vračala predvsem k antičnim izvorom, ampak dejansko je pa ta interpretacija potekala vendarle preko srednjega veka. Kako gledaš na to? Hvala lepa. Vse mogoče, če res govorimo tako v mikrofon, niti ni potem potrebno v mojem povzemu, ker mislim, da se bo slišal. Ja. Kolega profesor Juhan, hvala za vprašanje. Takole bi rekel, štejem srednji vek za, da ko rečemo, nov začetek in aristotelski, je tudi aristotelski, ko gre za pismenstvo. To se pravi, bomo menili vsem znana imena Boeti iz Pokopan v Paviji, prevajalec Aristotela in prevajalec spisa Porfirija Uvod Aristotelove kategorije. Elementarni učbenik za logiko in moram pa tudi reči, da je srednji vek poteka v marsičem neodvisno od filozofije. Mislim na vzpostavo šolstva, kjer ima velike zasluge Karel Veliki, kot se ve, in Alcuin in ta smer, ker prenesejo antični sistem artes liberales v šole, cerkvene, skofijske, potem mestne in tudi prevajajo tekste ne samo patrističnih avtorjev, ampak tudi tekste iz Svetega pisma ali iz dogmatike za narodne jezike. In tako kot veš, je frajzenski škof imel svoj kodeks, pastirski kodeks, v katerem je imel zapisane 3 molitve. Če je prišel škofjo loko pridigati ali pa spovedovati kristjane, je to prebral v slovenščini. Zato jaz ne mislim, da je Luther uvedel krščanstvo struparjem med Slovence in tudi mislim, da Lutherova reformacija je predvsem religiozen fenomen, kajti imajo ljudje svetopismo, pa niso imeli protestantizma in tako dalje, med recimo Italijani. In to se pravi, imamo pisano kulturo. Kar pa zadeva zdaj teološko razlago, tu pa sem jaz bolj skeptičen z današnjega vidika do teologije, te spekulativne, srednjeveške. Tudi, čeprav je ta teologija tudi v funkciji meditacije. Se pravi, mislim, da je srednjeveška literatura tudi meditativna in meditacija je lahko predfilozofska, pofilozofska, recimo Anselm, njegovi dokazi, to je neka meditacija in to ima svojo vrednost. Je pa res tudi to, da nisem nagnjen, da to rečemo, da bi pozitivno teologijo izničeval v imenu negativne teologije. Mislim, da je negativna teologija samo kvazi preseganje teologije. In je velika zmota tega kulturno-umetniškega društva Logos, da bomo z negativno teologijo dosegli, recimo, boljše krščanstvo. Tudi je treba reči, da je Aristotel pomagal k akademski svobodi, libertas scholastica, so teda rekli. Scholastična svoboda je svoboda študija šole. Zdaj pa, to bilo zaenkrat dosti. Če se vrnemo nazaj k knjigi Hipokrizis, mislim, da sem prebral iz knjige
da je eden od namenov ta, da osvobodiš Aristotela od šolskih dogem, zlasti srednjih šolskih, sam sem učil na gimnaziji, in ga posodobiš v smislu Heideggera. Ampak tu se mi pa misel ustavi. Ne vem, ali si ti želel nadaljevati Heideggerovo intenco, da posodobiš Aristotela, se pravi, da ga v bistvu bolj originalno razumeš, kot smo ga razumeli tako pavšalno za šolsko rabo, kot sem prej rekel, ali je cilj ta, da Heideggera dopolniš, ali da greš nazaj k Aristotelu in pokažeš, da je morda Heidegger zgrešil glede Aristotela, kot je pred njim že Hegel. Hvala lepa. Hvala kolega za vprašanje. Tako bi rekel, da najprej nočem rekel, ni moj namen dopolniti Heideggera, kajti mislim, da je Heidegger v 100 knjigah, kolikor jih bo, dal toliko prikazov, še v slovenščini zelo nepoznanih, posameznih drugih tem iz Aristotelove filozofije, da je bilo to nemogoče. Sem pa nekaj napravil v smislu, da rečem temu, upletanja tistih idej, vpletanja v prikaz Aristotela, tistih idej, ki so se mi zdela interesantne z vidika Heideggerovega interesa. Se pravi, če vzamemo recimo že sam tisti pojem akroasis, poslušanje narave, potem, če vzamemo etiko, vprašanje hamartije, se pravi zmote v delovanju, medtem ko glede osnovnih tez je Aristotelova filozofija doživela svoj napredek, svojo pot naprej, fortgang, z modifikacijami, ki so nepovratne, se pravi na področju naravoslovja zamenjava paradigme, medtem ko na nekaterih drugih področjih, recimo na področju politike, določena modernizacija, recimo ideja političnega pluralizma je ena takih, tudi glede recimo določanja, kaj je pravičnost, kaj je prijateljstvo, so pomembne teme. Mislim pa, da tu lahko nekoliko upletem kakšno stvar v to veliko preprogo, rekel, tako velike tekste filozofske tradicije. In mislim, da je Aristotel tudi preveč se osredotočil na definicije. Njegova filozofija veliko korakov, vsak stavek je korkoč definicija in to je zelo veliko blokira meditacijo. Tako da je Platon glede tega bolj priljuden, bolj prijazen. Ampak to je znanstveni stil, znanstveni diskurs, ki je glede tega neoseben, kot pravi, če uporabim Heideggerovo besedo, tretjeosebni. Filozofija postane tretjeosebna, kar je pa seveda zelo pomanjkljivo. Ja? Tisto manj selbst, pa bi rekel. Ali pa utis, nihče. Hvala. Jaz imam eno drobno vprašanje. Na ekonomski fakulteti poučujemo pri razvoju ekonomske misli, da je avtor besede ekonomija Aristotel. Je kaj dosti pisal, mislim, v hrvatistiki, kaj je ta beseda?
rojena. A je kaj dal poudarka razmisleku o gospodarjenju čisto militarističnem, ali je to nekaj tako minorno epizodnega, da se lahko pozabi? Ja, hvala. Res je, z Aristotelom beseda ekonomija postane standardna v filozofiji, če tudi jo je najti kot izraz pri Platonu, medtem ko Sokratov učenec Ksenofon je tudi napisal en spis o ekonomiji. Se pravi, ekonomija to je v antiki, kot veste, hišno gospodarstvo, upravljanje hiše, oikos. Beseda oikos je sicer etimološko v sorodu s besedo vas tudi, naselje, vas. Aristotel je znotraj ekonomije razlikoval to ekonomijo poljedelstva, se pravi zemljiškega gospodarstva, kar je baza antične družbe, in je pa že upošteval tudi pomen trgovine in temu je rekel hrematistika. Hrema pomeni denar in je razvil teorijo menjalne vrednosti, kar je tudi rekel Marx opazil, in tako da so osnovna opažanja tam prava. Se pravi, kako pridemo do prave menjave v ekonomiji. Se je pa bal denar šteti za pravo bogatstvo, čež da vodi do kopičenja denarja, ki nima meja. Kajti denar je neko abstraktno blago, ki mu ne moremo se upreti, da ga ne bi kopičili. Je pa tako, medtem ko nepremičnine so pa tisto realno bogatstvo. Grška beseda za realno bogatstvo je ista kot besedi hipokeimenon, tisto keimenon, otot je keimelion. In recimo, ko je Ksenofan kritiziral športnike, da dobijo velike nagrade, tam v pesmi pravi, dobili so keimelija, se pravi zlate vrče ali pa posestvo, hišo, to so dragocenosti, realno bogatstvo. Kako pa zdaj usmerjati hrematistico, se pravi blagovno gospodarstvo, je grška filozofija bila v velikih težavah v zvezi s posojanjem denarja, koliko trgovine razvijati in podobno. Tako da to so res samo začetki ekonomije. Še eno vprašanje. Aristotel je živel v času mnogo božstva v Grčiji. Zdaj, obstaja kje mogoče kakšno dopisovanje ali komunikacija z Aleksandrom Makedonskim, ki se je pa na pohodu svojem vojaškem zagotovo srečal z zoroastrizmom. Celo poročen je bil z Roxano, ki je bila iz Zoroastrov, rekel, duhovnikom iz te družine. Torej, potem je tukaj nek konflikt lahko nastal, ker zoroastrizem ima enega boga. Grčija je imela pa mnogo božkov. A je kje to bilo kaj v knjigah, kaki delo zapisano? Ja, hvala za vprašanje. Aristotel je vedel za grško in egipčansko religijo, tudi za etruščansko, ampak to je samo v fragmentih, kot je en spis o filozofiji, ki pa da sluti, da je bilo to poznano, to da štev je to za neko predstopno filozofije in o tem se da nekaj prebrati, kar se tiče antike, v tisti preomenjeni knjigi Diogen Laertski, Življenje na zori grških filozofov, kjer začenja s to, rekel, predgrško tradicijo pri magih ali modrih, to, kar je znano tudi iz Svetega pisma. Kar pa zadeva vprašanje mnogo božstva, je grška filozofija je tu, kot se temu reče, neutralna. Platon in Aristotel govorita o božanskem, tot heion, srednji spol. Se pravi, Aristotel se pravi,
ta prvi gibalec je kakor Zeus. Ampak to je za njega prispodoba. Zeus bi bil tisti Jupiter, se pravi vrhovni bog. Toda grška mitologija je stvar, ima tisto trojno, imamo glede mitologije pri Grkih dvojno. Eno je to, kar država predpisuje, religiozni obredi, ki sedijo ciklus rednih časov, recimo za pusta, za prazniki žetve vinske trte. Potem imamo pesniško mitologijo in filozofsko, ko je narava razglašena za božanstvo. In o tem govori Avguštin in tu Avguštinovo delo o Božji državi je tu ključni vir, ker to je pa nekaj drugega. Tole vprašanje, če ga nekoliko posplošim, dostikrat smo se čudili, kako da se je krščanstvo tako hitro razširilo v Rimskem imperiju. In eno od odgovorov je, ker te velike bazilike so bile, kolikor sem jaz bral, zato narejene, ker so množično vstopali ljudje v krščanstvo in krsti so bili množični. Treba je to reči, da ena od razlag teh antropoloških, ki jih Heidegger ni maral, ker je to pač subjektivno, pa odvisno, je tudi ta, da antična literatura, ne poezija, ne tragedija, ne filozofija ljudem vsakdanjega življenja niso dali nobenih navodil o načinu življenja. In ko so se ti polisi razkrojili in ko je bila zmera še večja. Se pravi, in v tem kontekstu je krščanstvo s prevodom Svetega pisma v grščino, pa potem v latinščino, razširjalo nek moralni kodeks, čeprav je moralni kodeks je nova zaveza, ker stara zaveza, razen dekaloga, ni noben moralni kodeks, ampak je vse mogoče. Ja. Skratka, tako da svet je tu res velik, to samo glavne konture rišem, ampak skratka monoteizem, ampak kot filozofija je pa potem seveda pomagal razumeti religije, ampak tu pride mnogo drugih stvari. Zraven tu pa jaz nisem doma. Poznam samo krščanstvo, pa še to samo rimokatoliško. Če še je kakšno vprašanje? No, bi sam, glede na to, da je bilo prej tudi vprašanje v zvezi z ekonomijo, bi pripomnil, da nekje v politiki tudi možno najti Aristotelov odnos do vprašanja dela, ker recimo reče, da je prosti čas veliko boljši kot delovni čas. Mislim, tako da. No, ampak sicer si pomislil nekaj drugega, mislim, no, tudi to je en primer, danes skoraj da ni med različnimi znanostmi, ki so recimo priznane kot znanost, skoraj da ni znanosti, ki se ne bi nekje v nekih uvodih sklicvala na Aristotela. Vsi vidimo nek izvor v Aristotelu, kot imamo že Aristotel je rekel, vedel, ne vem kaj. Se pravi, da je Aristotel predmet mnogih projekcij. Zdaj, tukaj v tvoji knjigi je pač fenomenološka interpretacija, kot razumem, zdaj nisem še videl več vsebine. Zdaj, imamo pa tudi seveda na ravni raznih filozofij različne prisvajanja Aristotela. Recimo, analitična filozofija ravno tako zelo veliko govori o Aristotelu. In zdaj, z mojega gledišča recimo govori veliko manj reflektirano kot ta kontinentalna, v katero sodi tudi fenomenološka. Tako da, bi rekel, tle vidim dve vprašanje. Eno je tisto pač, ali obstaja neka raven, na kateri lahko zagovarjamo nek pravi pomen Aristotela, in drugo vprašanje pa je vprašanje, koliko lahko mislimo ven iz Aristotela neko filozofijo znanosti. Ker kot vemo, je danes ta
rekel, ta razcep med filozofijo in znanostjo je precej nekaj, o čemer se veliko diskutira, ne bom kaj več razlagal. Se mi pa zdi pomembno tudi glede na to, kar si rekel o tem, kako se začenja znanost razumevati na splošno, avtoritarno in tako dalje. Z tega stališča se mi zdi zanimivo videti, dati nek odgovor na vprašanje, argument česa je potem lahko Aristotel v tem smislu. Ja, hvala kolega Darko Štrajn za to vprašanje. Najprej tisto, da je prosti čas več vreden kot delo. Mislim, da je to ena od idej, rekel Aristotelovih, ki je postala skoraj eno od pravil preživetja v modernem svetu hitrega življenja, da tako rečem. Tako da hvala za to opozorilo. In taka ideja je tudi primer za to, da Aristotel kljub temu, da pri njem prevladuje logificiranje, bi rekel, logocentrizem, če rečem z Derridajem, je vendarle sem pa tja meditativen mislec. Se pravi, ima utrinke, sem pa tja preplet in taka ideja, taka je ta. In zdaj, in take besede so bile zbrane včasih kot v tistih Aristoteles Dixit. Jaz moram reči, da obstaja v rokopisu tudi v Nuku ena srednjeveška knjiga, ki ima naslov Aristoteles Dixit, kjer so kakšnih na stotine izrekov navedenih. To se pravi, Aristotel je razmišljal ne glede na to, da je bil pri konstituciji, recimo, teorije sklepanja prisiljen vzpostaviti pravila, kako je pravilno silogistično sklepanje, kako se odkrivajo, rekel, triki advokatov, recimo v skupščini ali pa politikov na velikem zborovanju in tako dalje. Drugo, in še to, beseda citat pride od grške besede gineo, kar pomeni rekel spodbuda. Citat je stavek, ki me je zdramilo. Tako da je Aristotel v tem smislu tudi dramilo, ko sta govorila Vodnik in Prešeren, zdaj smo vsi brali Prešerna. Slovenci tudi rabimo dramila in mislim, da tvoji primeri so zato, da tudi Aristotel se pa tja lahko zdrami in ko se že omenil tudi še odnos do dela, recimo, to je tudi stvar, ki je ne glede na to, da nekateri zelo pavšalno obsojajo zaradi stalinističnega fenomena, vsako socialistično idejo o delu, mislim, da te stvari niso tako enostavne. Še zlasti, da tisti, ki kritizirajo stalinizem, naj spomnil samo še to kot anekdoto, to, da so Leninovo skupino poslali iz Švice, iz Ciriha na Švedsko, v Göteborg in na to Petrograd. To je bila ideja filologa Kurta Ritzlerja, ki je napisal knjigo o Parmenidu, ki je bil tedaj veleposlanik na Kitajskem in je nemškemu kanclerju predlagal, naj predlaga cesarju, naj pošljajo Lenina v Rusijo, da bo destabiliziral Rusijo, da bodo obvladali Rusijo. Zdaj, ko so pa naredili škodo na enormno, pa kažejo s prsti na Ruse. In še to, ko smo že pri politiki, je Prešeren v eni kitici o Slovanih rekel, vsi naj si v roke sežejo. To bi naslovil Ukrajincem in Poljakom. No. Skratka, citat, to je kinezis, to je, kot se reče, motivacija. Ja, kaj pa glede analitične filozofije? To analitično filozofijo poznam bolj preko povzetka Enrika Bertija, Aristotel v 20. stoletju. In on tako rekel, da oni ne vedo, da pri Aristotelu manjk ni niča, vse plus. Tako kot v ekonomiji, ne morate z ničem nič početi. In
obstaja knjiga zbornik o nikomahoretiki in ta knjižnica Otona Župančiča to knjigo ima, Blackwell, pred nedavnom, ker je eudaimonija, sem že omenjal, prevedena kot success. To jaz nisem srečen, kaj bi s takim prevodom. Drugo, kar me pa moti, je pa samo teorija akcije, se pravi, kakšne mehanizme ima mišljenje, da doseže svoj cilj. In mislim, da je to ni slabo, ampak to je bolj zadeva za ekonomiste ali pa tiste, ki so v tem, da nekaj delujejo, ne? Je to koristno. Tako da ne vem pa, kjer angleška filozofija tematizira te eksistencialne vprašanja, se pravi, da vzamemo samo to država ima identiteto, če je ustavna. In vsako državo treba spoštovati, če je ustavna demokracija, ustavna monarhija. Moderna politika tega očitno ne pozna. Ne vem, katera praktična filozofija bi v Angliji to dopovedala. In še nekaj me zmoti, da Angleži ne vedo, ne poznajo definicije kolonializma. Za njih je vse pridobljeno, legalno pridobljeno in sicer, bom to rekel, o Brexitu se spomni na to, angleška politika ustvarja vibracije. Veste, kaj je to vibracija? Vibracija je nihanje in kadar je v pravem smeri nihanje, če jo takrat prekineš, je v vektoru tvojem polju, če na drugem, je v drugem. In slovenski novinari jih skrbi za Brexit. Brexit, oni sami ga zavlačujejo, se jih nihče ne sili, oni sami, rekel, delajo vibracije, ker v modernem svetu vse vre, vse vrvi. To je to. Ja. Če ni več vprašanj, bi imel še jaz eno. In sicer, o čem se bomo naslednjič pogovarjali? Kaj delate trenutno? S čem se raziskovalno zdaj ukvarjate? Pišete kakšno knjigo? Zdaj tako... Jaz bom tako rekel, čez čas bom z veseljem sprejel pobudo, pa bom takdaj razmislil nekaj stvari, ki se mi zdijo, da bi bile vredne objave, pa so bile raztresene po revijah, bi rad zbral, samo bi rad kaj več dodal še novega, da ne bi bilo toliko, rekel tako, monotono, kot je morda tale knjiga, ki je res samo Aristotel, ampak ne bo tako hitro, čez 3 leta ali pa kaj takega. Hvala lepa za dobro željo. Hvala vam, profesor Kalan. Hvala tudi knjižnici. Samo to bi vas še opozoril. Poglejte našo spletno stran Slovenskega filozofskega društva zato, ker tam si boste lahko ogledali tudi zvočni oziroma poslušali zvočni posnetek današnjega večera, pa tudi druge vsebine so tam. Namreč spletna stran je bila pred kratkim prenovljena. Tu se želim zahvaliti Gašperju Pircu, ki tiho sedi odzadaj, on je res ogromno dela in truda vložil na to spletno stran, tudi Robiju Petroviču, ki ga ni danes med nami, ti res omogočajo funkcioniranje naših medijskih vsebin, tako da hvala jim. Hvala vam, seveda pa tudi knjižnici, najlepša hvala.